Hvala lepa vsem, ki ste se v teh nabitih dneh pred 9. oziroma okoli 9. maja odločili, da boste prišli oziroma izbrali ta dogodek, ne pa kakšnega drugega, ki jih je kar precej v teh dneh posvečenih pravzaprav isti stvari, torej 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Namreč ta obletnica je zagotovo primeren čas za pogovor o temah povezanih z omenjeno vojno. Vojna je na različni način vplivala na življenje vsakega posameznika in seveda tudi na skupnost, v kateri so ti posamezniki živeli. Na oddelku za zgodovino in pri njegovem središču za javno zgodovino smo se odločili, da bomo o teh stvareh tudi morali kaj pripraviti oziroma na nek način obeležiti to okroglo obletnico. Pravzaprav smo pripravili dva dogodka, en je tale, na katerem smo nocoj, torej pogovor o temi, katere naslov vidimo tudi, vidite tukaj za nami. Druga stvar, na katero vas seveda tudi hkrati želim povabiti, pa je 9. maja, torej na dan zmage, v 11. dopoldan, bomo v avli Filozofske fakultete odprli razstavo z naslovom Trdnjava upornosti in duha. Ljubljanska univerza v času okupacije in osvobodilnega boja 1941-45. Na 12 panojih bo predstavljeno različno videnje oziroma različni elementi dogajanja na univerzi in okoli oziroma ob univerzi od aprila 1941 do maja 1945. Tudi nocojšnji pogovor je seveda povezan z delovanjem univerze, glede na to, da je naslov seveda vključuje, omenja besedo univerza. Bomo pa to seveda povezali tudi z širšim kontekstom, z intelektualci, z kulturo, umetnostjo, znanostjo, delovanjem vseh teh elementov družbe v času druge svetovne vojne. Moji sogovorniki, posedili smo se tako lepo, da sedimo pod priimki svojimi, ki so tu za nami napisani, tako da, ampak kljub vsemu skrajno desno, dr. Aleš Gabriš iz Inštituta za novejšo zgodovino, zraven, moj somenjak Bojan Godeša z istega inštituta in potem kolega Božo Repe z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, moderiram Bojan Balkov iz istega oddelka. Druga svetovna vojna je v Evropi divjala že od 1. septembra 1939 od nemškega napada na Poljsko. Zdi se mi potrebno, da pravzaprav začnemo tudi, kar se tiče vojne v Sloveniji in univerze znanosti, kulture, umetnosti s predčasom, torej z razdobjem tik pred začetkom druge svetovne vojne. Napad se je zgodil na cvrtno nedeljo 6. aprila 1941. Napadu je sledila razdelitev slovenskega ozemlja med 4 okupatorje, kar je bilo sicer določeno z voljo Adolfa Hitlerja, torej Slovenijo so si razdelili Nemci, Italijani oziroma Tretji rajh, Kraljevina Italija, nezavisna država Hrvatska in pa Kraljevina Madžarska. Bi morda začeli s sogovornikoma, ki sta se nama, ki smo inicirali to idejo z oddelka, pridružila, torej kolegoma z ZNZ-ja. Bojan, kakšno je bilo stanje v intelektualnih krogih po napadu na Poljsko, pa tam do začetka napada na Jugoslavije, to je malo manj kot 2 leti, 19 mesecev je tega razdobja, so pričakovali vojno v Jugoslaviji, so imeli predstavo o nacističnih, fašističnih ciljih? Najprej se zahvaljujem organizatorjem za povabilo, tudi hvala za vprašanje. Zelo na hitro, jaz mislim, da ključna prelomnica je velika gospodarska kriza leta 1929 in njeni odmevi, ko je liberalni kapitalizem postavljen pod vprašanje in so se postavljale različne alternative, ki so že v smeri totalitarizmov. Hitlerjeva zmaga v Nemčiji je to najbolj evidenten prikaz. Druga točka, kar se Jugoslavije in Slovenije tiče, je za Dravsko Banovino pomembna, da je slovenski politični katolicizem leta 1935 vodi administracijo v Dravski Banovini. Na to sledi, kar pa je že produkt teh novih dilem, ki jih postavlja gospodarska kriza, to je Kocbekov esej o španski državljanski vojni, ki pomeni
delitev duhov znotraj katoliškega tabora, kjer se že delijo na podlagi antifašizma in fašizma. Potem pa to je na nek način še napol akademska razprava. Potem pa je vrag vzel šalo, ker Hitler, prva osvojitev je pravzaprav države je Anschluss in Hitler pride na Karavanke, a ne? Skratka, to je neposredna grožnja preko slovenskega prostoru, če ne pozabimo seveda na fašizem in to že več kot 20-letno asimilacijsko politiko, kjer je bil odnos do fašizma že v slovenskem prostoru znan, ker ni imel samo ideološka dimenzija, ampak izrazito nacionalno-patriotično, se to zgosti z tem Hitlerovim prihodom, kot grozeča nevarnost, in v tem kontekstu je zelo pomembna situacija, kjer legalne stranke pravzaprav so osnovane na taki način, da pravzaprav znaten del volilnega telesa sploh ne more svoje volje izražati na volitvah, da bi volil preko svoje stranke. In tukaj imamo ljudsko frontno gibanje, ki bi rekel danes neka taka alternativna scena, ki je sicer močna, ampak na volitvah pravzaprav zaradi sistema, ki je tak, ki nam omogoča, da bi prišli do odločevalskih pozicij. Skratka, poleg tega so volitve javne, kar seveda sploh iznakazi rekel, celotno podobo stanja. Skratka, v tej situaciji je ta diferenciacija znotraj slovenske družbe, ki poteka ne več zgolj po tradicionalnih taborih, ampak ravno na podlagi odnosa fašizem, antifašizem in z ljudsko-frontnim gibanjem, se močno odrazi prav na to, kar danes govoril na univerzi, skratka med mladino, ki jo najbolj tangira, tako kot danes, najbolj se odzove in tudi stališča so najbolj radikalno konfliktna ravno med mladino. Jaz bi si drznil oceno, da je velika večina, če se zdaj omeni mladino, pa na univerzi, kjer ima praktično vsaka skupina politična, ne samo stranke, to je bilo toliko različnih klubov študentskih in tako, ki so se politično, ideološko oblikovali in je bila pravzaprav univerza še en redkih prostorov, rekel, avtonomije politične, ne? Ker pravzaprav, in tukaj se je vsa ta pestrost slovenskega prostora političnega, zlasti med mladino, še najbolj izrazito kazala, ker jaz si drznem vsem trditi, čeprav nimam natančnih številk oziroma niti ne obstajajo, da je velika večina bila antifašistično razpoložena v najširšem smislu pogovora. So pa obstajali tudi desni ekstremisti, zlasti znotraj katoliškega tabora, ti, ki so se zavzemali za rekatolizacijo in so tudi že videli v teh opcijah, ki so bile antidemokratične, priložnost za, da se slovensko družbo, kot se temu reče, rekatolizira. Tako je stanje nekje do začetka druge svetovne vojne, ko seveda pridejo pa povsem neposredne zadeve, tudi geopolitične stvari, ne samo ideološke delitve do izraza, kjer pa se ta tok pravzaprav, da rečem, v slovenski družbi nadaljuje, je pa ena taka majhna zareza s podpisom Ribbentrop-Molotov pakta, kjer komunisti nekje pod koncu leta 1940 se postavijo v ozadje, vendar je treba vedeti, da se ne sme gledati na situacijo iz kasnejših pozicij, ko so komunisti prevzeli vodilno vlogo. Takrat so le ena od skupin, ena najbolj agilnih, niso pa najbolj številni. Skratka, se ne sme predstavljati pol iz situacije, ko so prevzeli oblast, oziroma že iz medvojne pozicije, ko uspejo si pridobiti največji ugled in ves ta prostor antifašističen, ki pač se strinja s tem, da se treba oboroženo opirati okupatorju, pravzaprav nekako zgrupirajo okoli organizacijo Osvobodilne fronte. No, v tem kontekstu je to in potem pridemo do aprilske vojne, kjer pa je situacija taka, da pravzaprav takrat te prav ideološke delitve pravzaprav ne pridajo izraza, kjer pravzaprav je situacija taka, da je predvojna elita ima svojo agendo, da tako rečem, in pravzaprav se že politično diskvalificira, še preden sploh Osvobodilna fronta se dejavno vključi v slovensko družbo s svojim klicem na oborožen upor, že sami diskvalificirajo. Ne bi zdaj o tem podrobno razlagal, lahko samo rečem, da ta nekaka ideja uporništva o aprilski vojni je bila
široko splošna, tako da ne moramo govoriti o neki ideološki pogledu, skratka tudi preko desni, naprimer stražarji, takrat podpirajo upor proti okupatelju. Situacija se pa popolno spremeni z okupacijo, ki pa se ta okupacija in razdelitev, kot se omenil, spremeni v aneksijo. Ta del, Ljubljanska pokrajina s 3. majem postane del kraljevine Italije. Ne gre za okupirano ozemlje, seveda z vidika italijanskih oblasti, ampak za del sicer, ki ima specifično avtonomijo, del italijanske države in tudi znotraj tega se vse dogaja v tem kontekstu, toliko bi jaz za začetek. Aleš, znotraj intelektualnih krogov so seveda tudi kulturniki, drugačne, različnih opredelitev in tako naprej. Kako oni vidijo to neko grozo? Vojna je pred vrati. Nadaljeval bi oziroma dodal tisto, kar je že Bojan začel. Če poznamo temeljne delitve slovenskih intelektualcev, odločitve duhov konec 19. stoletja, vemo, da ne glede na to, kako se politično državni okviri spremenijo, pravni okviri spremenijo, je temeljna delitev bila torej katoliški nasproti liberalnim intelektualcem, socialdemokratskih je tam do prve svetovne vojne vse skupaj za peščico. Torej v tem načelu. Torej te dileme, ki jih je Bojan omenil že z gospodarsko krizo, pa pojavom totalitarizmu, v 30 letih polemike prenesejo, pravzaprav razdelijo vse karte na novo. Ni več temeljna dilema katoliški proti liberalni, ampak je temeljna dilema, iz katere strani za Slovence prihaja največja nevarnost. Ali je to fašistična Italija in nacistična Nemčija, ali je to komunistična Sovjetska zveza. Torej, že v 30 letih skozi revijo Dom in sveta, ki nastane kot posledica Kozbekovega premišljevanja o Španiji, pravzaprav je ta krah med katoliškimi intelektualci, ki ga Bojan že omenil. Kriza pri sodobnosti, revij Sodobnost, v srednji reviji liberalnih intelektualcev, tudi sredi 30 let, tudi tam prinese to dilemo premik v katero smer. Torej, že pred vojno, pravzaprav do 39. leta, so te karte razdeljene, ali se bolj bojimo, še posebej seveda po Anšlusu, ali se bolj bojimo nacistične Nemčije, fašistične Italije, ali se bolj bojimo komunistične Sovjetske zveze. Že samo iz geografskih značilnosti in oddaljenosti, že samo iz tega je seveda velik del na strani tega, da neposredna nevarnost nam je takoj na Rapalski meji pa na Karavankah. Torej, tudi med intelektualci. In če zdaj bom šel še v mesec ali dva po vojni, če zdaj računamo, kakšen je ta pravzaprav odziv na to situacijo, ki se pa z vojno seveda 10-krat bolj zaostri, morda samo ena anekdotična, seveda, ko študentje pritečejo k Jožetu Plečniku in mu povejo, Italijani so v Ljubljani, Plečnik hladnokrvno, mirno pove, se so v Ljubljani tudi bili. Torej, tako kot so Rimljani odšli, bojo pa tudi nekateri drugi odšli. Torej, intelektualci sprejmejo to situacijo prvič s premislikom, kako naprej, in tam, kjer je pravzaprav njihova dejavnost ni vezana na službeno mesto, ali to omogoča še naprej slovensko kulturno ustvarjalnost. Torej, ko pride italijanski šolski minister oziroma prosvetni minister, mislim, da je že v prvem mestu vojne v novo priključeno Ljubljano, si ogleda Narodni muzej, univerzo, Narodno galerijo, ga sprejmejo ne s kakšnimi posebnimi pokloni, ampak se lepo samo pozdravi, situacija je taka, stvar bo šla tako naprej, če bomo lahko upravljali svoje delo. Pri kulturniških revijah seveda sledi en temeljni premislek, kaj narediti. Za eno je, ne vem, zdaj datuma na pamet, točno znam, kdaj sem imel uredniški odbor Modre ptice, ker je datum zabeležen v dnevniku člana uredniškega odbora Maxa Schnudrla, ki pravi, smo se pogovarjali, ali sedanje razmere omogočajo samostojno slovensko misel in kulturno ustvarjalnost. In večina članov meni, da ne. In kaj naredijo? Samo ukinejo revijo, tako kot številni drugi, torej Sodobnost, Ljubljanski zvon, tako naprej, te Kozbekova dejanja prenehajo izhajati. Potem imamo še en primer, poznamo te vdanostne izjave, torej ali duhovščine, ali pa kakšnih tistih članov konzulta, ali tako naprej, predstavnikom okupacijskih oblasti. Ena pravzaprav od teh izjav
ne pride v javnost. To je izjava kulturnih delavcev, ki jo skupaj torej predstavijo, preberejo najstarejši član deputacije, takrat pri visokem komisarju, to je bil Vladimir Ravnihar kot predsednik glasbene matice, bili so še zastopniki Društva Pravnik, Slovenske matice, Leonove družbe, ne vem katerih, torej teh kulturno-znanstvenih društev. Kaj je za te izjave značilno? To, da v enem ali dveh odstavkih dajo zadržek, da so pripravljeni delovati, če se bodo spoštovali slovenske kulturne značilnosti. V teh dveh odstavkih ponavadi, ki jih izrečejo, je velikokrat slovenski. Pri revijah, kot sem omenil, nehajo izhajati. Pravzaprav imamo pa samo eno drugačno izjemo. To je pa katoliška revija Dom in svet, ki pa še nadalje izhaja, in to pa z uvodnikom, ki daleč odstopa od uvodnikov vseh ostalih, da nima znanstvenih revij, ki še izhajajo, ki povejo ta zadržek, pa velikokrat slovenski poudarijo. Dočim uredništvo katoliškega Dom in sveta da pa zahvalo velikemu vodi, pa kraljevini Italiji, torej je pa čist tak, oprostite izrazu, ritolizniški poklon. Torej je pa čist v nasprotju z vsemi ostalimi. Če bi samo po teh izjavah, pa po teh reakcijah sklepali, vidimo, kako je velika večina, torej protifašistično usmerjena in kako je usmerjena k nekemu premisliku, ali lahko sodelujemo ali ne. Ne pa zaključim še z enim omemba enega pogovora, ki pa je iz Kozbekovega dnevnika. Kozbek si je zapisal, ko so skupaj sedeli nekje, ne vem, na katerem gostilniškem vrtu z Salvinijem, torej, ki je bil direktor Italijanskega kulturnega inštituta v Zagrebu, drugače torej, prevajalci iz slovenščine, tako kot je bil direktor Ljubljanskega Italijanskega kulturnega inštituta tudi, torej, se porodil deloma celo Slovenec Umberto Urbani, oba dva kar naklonjena slovenski kulturi. Ampak Kozbek pravi, ko se je z njim pogovarjal, mi je Salvini razlagal, kakšne velike možnosti bojo mali narodi dobili za kulturni razvoj pod kraljevino Italije oziroma pod italijanskim režimom. Pa se seveda Kozbek ni najbolj z njim strinjal, če nismo Slovenci že predaleč s svojim kulturnim razvojem, da bi upoštevali nekatere kulturonosne ideje okupatorjev. Univerzo smo že omenjali Božo. Zdaj morda za začetek treba omeniti, kako velika je ta univerza. Pravzaprav vse načelno vsi vemo, zelo majhna po številu fakultet, tudi število študentov je seveda popolnoma neprimerljivo z današnjim številom. Kako so se univerzitetni učitelji pa študentje izpraševali? Saj nekaj smo že slišali tudi od Aleša in Bojana. Kako so se oni spraševali o tem, kakšen je položaj, kam gremo? Pa morda še to, ali je na univerzi zdaj čutiti, da je to skupnost učiteljev in študentov, ali so učitelji malo drugače obračajo oziroma usmerjajo kot študentje? Ja, na univerzi je tam novembra 41, se pravi, kmalu po začetku okupacije, nekaj čez 2200 študentov, 2228. Potem kasneje med vojno se ta številka skoraj prepolovina 1404. Bom potem tudi povedal, kako so se med vojno opredeljevali en in drugi. Torej, v tem smislu, da bi bila študentska skupnost proti učiteljski skupnosti, tega ni bilo. So bile pa te nazorske delitve, ki ste jih že Bojan in Aleš omenjala, in tako je razdeljena tudi univerza, s tem, da je v resnici precej bolj pisana kot morda širša scena, samo je treba tudi upoštevati, da prvič študentje so prehodna generacija, se pravi se menjajo in tukaj bi, če bi zelo natančno gledali, se to spreminja iz leta v leto. Druga, morda pomembna ločnica, ki se začne z drugo svetovno vojno, je v tem, da do okupacije je to
univerza celega slovenskega prostora. Potem se pa v bistvu skrči, ne, ker Italijani sicer obljubljajo nekaj v tem smislu, da bo to ostalo, ne, ampak so takoj hitro z administrativnimi ukrepi onemogočijo vpis študentov iz drugih delov Slovenije, iz nemške okupacijske cone. Ne. Tako da tukaj je recimo ta ločnica, kar zadeva študente, je ta boj zelo oster. Ne. So liberalne skupine, so izjemno agilni, so komunisti, ne, kot je bilo že tudi rečeno, potem so jugoslovanski nacionalisti, močan vpliv imajo študenti iz Primorske, ne, ki so v vojni, pravzaprav v začetku vojne, začutili možnost, da spremenijo mejo in so se zato tudi takoj organizirali, ne. So bili glavni v tej tako imenovani soški brigadi prostovoljcev. Tako da so različne skupine in so te desne skupine, ne, glavna je skupina Straža Viharjev, stražarji, ki jo je leta 1937 ustanovil Lambert Ehrlich, mlajša inačica tega so mi mladi borci, ne, in med študenti poteka ta prestižni boj. Ne, in ta boj ni samo ideološki boj, je tudi fizični boj. Ne. Univerza je prizorišče pretepov, fizičnih obračunavanj in tako naprej. Ne sam prostor univerze, čeprav včasih tudi to, ampak v širšem prostoru okrog pa. No in še ena značilnost, ki je pomembna in ki jo velja omeniti, torej veliko študentov v resnici ni študiralo. So bili vpisani, niso pa študirali. Tukaj je šlo v veliki meri za komuniste, ne, ki so se predali revolucionarnemu delu. Ne. To ne pomeni, da niso bili talentirani, da ne bi mogli. Boris Kidrič bi bil danes vrhunski znanstvenik iz kemije, recimo, če bi študiral, ampak se je odločil za revolucionarno delo. Ne. Nekatere so izključili, ne, ker je bila državna politika taka, zdaj mogoče jih kakšen rektor sam po sebi ne bi, ampak recimo Toneta Tomšiča, ne, ki je študiral pravo, so zavedno, ne, torej, izključili iz univerze in še vrsta takih primerov je. Ne. Torej, en del teh študentov, ki sem jih prej omenil, ne, se v bistvu ukvarja z drugimi zadevami kot pa študij. Konec marca Jugoslavija, 1941, podpiše sramotni pristanek k Trojnemu paktu, sledijo demonstracije tudi v Ljubljani na Kongresnem trgu pred univerzo. Tudi ta slika tudi za nami je pravzaprav delo, ki na to spominja. In nekaj dni je potem prišla vojna. Kot rečeno, na cvrtno nedeljo, 6. aprila 1941, ampak 20 dni kasneje se bo v Vidmarjevi vili v Ljubljani sestanejo nekaj posameznikov in iz političnega, iz kulturnega, intelektualnega kroga, intelektualnih krogov in ustanovijo protiimperialistično fronto, to kasneje znano kot Osvobodilna fronta. Vse tri, to me zdaj zanima, vas vse tri. Zakaj ravno ti in nekdo drugi? Oziroma, ali bi lahko bil tudi kdo drug? Dobro, to je zdaj malo hipotetično vprašanje, ker v tem kontekstu niti ni legitimno za historiografijo, ampak kljub vsemu lahko špekuliramo, ne, ali bi lahko tudi kdo drug pravzaprav bil. Vemo, vse so se pa kasneje pridruževali nekateri. Ne. Ali je že v teh pripravah na ta sestanek 26. videti, da nekateri čakajo, ker ne vedo, kaj storiti, ali čakajo, ker mislijo, da je bolje počakati za žrtev, ki bi se lahko zgodile z uporom. Kakšni so tu premisliki? Čisto na kratko. Zdaj, bistveno je to, da je ta predvojna politična elita se odločila za po 27. marcu za delovanje, ki je šlo v smeri, ki pravzaprav je zato bil ustanovljen tudi Narodni svet za Slovenijo, ki ne bi imel enako funkcijo, kot ga je imel ta
v času konca Prve svetovne vojne, ko ne bi iz enega državnega okvira predstavljalo tisto politično in pol oblastno telo, ki bi prišlo od drugega. Namreč računali so, da bo kot NDH ustanovljena tudi avtonomna Slovenija pod nemškim protektoratom. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo pristanek na debelacijo Jugoslavije, to se pravi, da so opustili lojalnost do jugoslovanske države, da rečem, do simbolov, do vlade. Skratka, lahko bi to ocenili po ustavi iz leta 31, da bi, če bi tožilec to dobil v roke, bi je komot obtožil veleizdaje, zelo na kratko. No in to pot, zanimivo pa je, da so se tudi komunisti priglasili, ko so slišali, da se ustanavlja Narodni svet, ampak so jih zavrnili, ne s takim prozornim razlogom, češ, da niso legalna stranka, čeprav tudi te niso bile, pa ne bi se to spuščal. Ampak to je bil znak, da ko se to že poleže, ko je že konc, ko je že jugoslovanska vojska kapitulirala, podpisala premirje, da se komunisti odločijo, da bodo šli v akcijo, bi rekel, mimo vseh teh, bi rekel, predvojnih struktur, ampak da bodo sami organizirali prvič, ker so bili zavrnjeni že, drugič pa zato, ker so se te že to kompromitirali, da z njimi tudi ni bilo več nobenega namena in so šli neko kombinacijo, ki še ni mogla obetati, tako kot se je pol kazalo, da bo tako uspešna. Zato je tudi se ni v začetka vedel, do 26 ali 27, niso spomnili sestanka, kdaj je bil, ker v tistem trenutku še ni izgledal, da bo tako odločilen, kot se je pol pokazal. Ampak že čez pol leta, ko piše pol leta Osvobodilne fronte, že z največjim navdušenjem, to sprav čez pol leta je pa to že prej bil seveda napad na Sovjetsko zvezo, poziv v oboroženem odporu in to v Letoniji odlično odziv. In zdaj pridemo do te situacije, ki je zelo pomembna, da Osvobodilna fronta kar naenkrat postane pomemben političen faktor. Vem, da ni potrebno razlagati, da je bila pluralno, idejno, delno koalicijsko sestavljena. Skratka, hoče reči, takoj postane pomemben političen faktor, ki neposredno ogroža predvojno elito, ki pa je že politično v znatni meri kompromitirana zaradi sodelovanja v konzultih, danostnih izjav, skratka. In to ne zaradi nikakršnih, ker zato niso bili prav ničemer odgovorni komunisti, da tako rečem. To so se sami, bi rekel, svojim delovanjem usmerili. Zdaj pa, če gremo na študentsko ali pa to populacijo, kaj to pomeni? Vsi tisti, in ne samo komunisti, levičari, daleč od tega, praktično vsi, bi rekel, patriotsko usmerjeni, kjer je bila mladina, jaz verjamem, še posebej izpostavljena, nimajo možnosti, ki je drugod biti po Osvobodilni fronti, ker preprosto drugi ne organizirajo, oziroma poskusajo že, ampak to je bilo bolj na papirju, pa bomo, to so bile gostilniške debate, v praksi pa ni, če bi Osvobodilna fronta edina, ki aktivno pozove k odporu, kjer pa je bil ta odpor zanimivo, to ni bilo takoj samo partizane, ampak so bili deloma še legalni, si bil lahko doma, kar je bilo, bi rekel, vse manj radikalna odločitev, kot če greš takoj v partizane, čeprav nevarnosti zaradi tega niso bile dosti manjše. In to se tudi delitve tem, da se mnogo več te, če grem študentske, mlade generacije, priključuje Osvobodilni fronti. Druga stvar je, da so bile seveda te politične organizacije, vse to študentske z italijansko, bi rekel, priključitvijo prepovedane. Ustanovili so italijanske in tukaj se je zanimivo, čeprav tle gre za delitev, bi rekel, med temi, ki so proti okupatorju, za oboroženi upor, kjer imajo edino opcijo, bi rekel, Osvobodilno fronto in nasproti, ki sledijo tej logiki, da pa če treba oblasti spoštovati in delovati v okvirih, bi rekel, uradne italijanske politike, kjer ustanavlja te organizacije. Ampak zanimivo, da se je to tudi ideološko pokrivalo, da so v glavnem samo te, bi rekel, precej ekstremna katoliška študentski predstavniki so v teh, bi rekel, študentskih organizacijah, ki je italijanska država fašistična tukaj ustanavljena. Dočim vsi ostali ali so neopredeljeni ali pa so v okviru Osvobodilne fronte. Jaz bi mogoče dodal samo to, da seveda, ko smo že vsi treba poudarili, večinski duh je odpor. Nekaj je treba storiti. Vprašanje je zdaj samo, ki jih ločuje, ko se pri tem odločajo in združujejo tudi polo Osvobodilno fronto, vse poznamo spominejo se pa Vidmarja, je že takoj aktivno ali v pasivno rezistenco.
In če govorimo zdaj seveda tudi pri kulturnikih, je večinski je ta odporniški duh, torej kasneje imenovan prvi plenum Osvobodilne fronte, torej kulturnih delavcev, pri katerem je bil zelo angažiran Prežehov Voranc, torej jasno, da je dolgoletni komunist, je potekal v Slovenski matici. Prva, bom rekel, stavba, ki jo pred italijansko vojno obranijo v Ljubljani, je NUK. Zaradi tega, ker ni bil še dograjen, Italijani so že imeli načrte, kako bojo vojsko spravili, pa univerza, prav dajmo hitro zasesti, pa nekaj noč, pa napolniti prostor, zaradi tega, da ne bo italijanska vojska šla noter. In zopet, prva stavba, ki je bila pošteno pretresena, če smem temu tako reči, za strani italijanske policije, je zopet univerzitetne stavbe. Je stara tehnika, torej danes je bila pa kemijska farmacija. Kdaj? En dan potem, ko Radio Kričač prvič oddaja. Torej, ker iščejo tam, kdo je sestavil radio oddajno postajo, ker je mogel biti nekdo visoko elektrotehnično in tako naprej izobražen. Torej, večinski je ta odporniški duh. Vprašanje na začetku je bilo tudi pri intelektualcev samo, ali takoj aktivno, ali z neko pasivno rezistenco. Sem že med tema dvema pojmova je pravzaprav meja zelo zamegljena, ker konec koncev Radio Kričač ni samo pasivna rezistenca, ima tudi drugačno vlogo. Torej, ta odpor je seveda močan in seveda tudi, kar je omenil, da se še na to navežem, mogoče za tiste, ki malo manj poznajo, študentska društva pred vojno, torej, ki so za začetkom vojne ukinjena, študenti so organizirali po teh društvih tako, da jim mora vsak statut društva potrditi rektor. In o tem običajno razpravljajo na sejah univerzitetnega senata. So tudi nekatere zavrnitve zaradi ultralevičarstva, seveda, ampak v 30 letih, recimo Lambert Ehrlich že zahteva, da je ukinil več društv, pa je vedno preglasovan in ostane z enim glasom v senatu, torej, da to društvo lahko pustijo, Zdaj, ko je ustanoveno samo eno študentsko društvo, torej Ljubljanska univerzitetna mladina oziroma fašistična mladina, je že eden od vprašanje, ki vodi, pri katerih je dilema med mladimi študenti, ali se vključevati v tako društvo ali pa ne. Nudi bonitete, nudi študentsko prehrano, nudi možnosti štipendij in študija, bom rekel, izmenjave na italijanskih univerzah. Ampak je že hitro sprejeto večinsko načelo ne se vključevati v tovrstna društva. Pa bom končal pa z seveda tistem, kar je bil še v stari Jugoslaviji praznik prve Jugoslavije, torej združitve 1. decembra. Vemo, kaj je takrat mladina imela na gimnazijah. So v poklon, že vnaprej so dobili prepoved, pomin, da bojo izključeni vsi, ki bojo kakorkoli se spomnili stare države, torej Jugoslavije. Ampak na številnih gimnazijah mladina ustane, ko pride učitelj, profesor noter in ustane in z minutnim molkom se spomne, da njihove države ni več in da so v drugačnem stanju. Najbolj številne izključitve so bile, zdaj ne vem, na kateri ljubljanski, pa na novomeških gimnazijah, pa morda še to, celo več deklet je bilo mislim, da med upornicami, kot je bilo fantov v razredih. Torej tisti, ki so ostali in si me sledila kazni izključitve ali pa začasne izključitve iz šole. Bomo zdaj na tem šolskem polju nadaljevali na primeru univerze. Na razstavi, ki bo na ogled od petka, bo kar nekaj najrazličnejših dokumentov, ki so recimo prelomni v funkcioniranju te univerze. Recimo ponovno odprtje po koncu napadov, torej po zasedbi maja 1941, ali pa sklep Rupnikove uprave o ukinitvi predavanj iz 11. novembra 1943. Ali pa seveda tisti najbolj radosten, potem iz 23. maja 1945, ko Ferdo Kozak kot minister za prosveto podpiše odlok o ponovnem odprtju, popolnem funkcioniranju univerze. Med dokumenti bodo tudi različni dokumenti, med predstavljeni dokumenti bodo recimo tudi kakšni takšni, ki govorijo o
kakšen je položaj na univerzi, koliko jih je, na kateri strani, koga vse ni, ker je v hosti in tako naprej. Torej, različne stvari si boste tam lahko ogledali. Ne nazadnje pa tudi relativno zanimiv dokument, čisto formalno, tako kot je letos, še zdaj v študiju, vsako študijsko leto je pač razpored predavanj napovedan v neki tiskani obliki in iz letnega semestra 1942 od marca nekje do julija, se med predmeti zdaj po novem pojavijo zgodovina Italije, recimo, pa geografija Italije, poleg nekih drugih, tudi še vedno prejšnjih predmetov, ki so prejšnje leta bili, pa niso bili spremenjeni, ker jih pač ni bilo treba spremeniti, ker ali geografsko ali historično ne posegajo niso pomembni, recimo, za Italijane. Božo, kako je zdaj univerza uspela prevetriti ta čas do maja, od aprila 41 do maja 45? Ja, ena večkrat digresija. Najprej je Bojan govoril o teh dilemah komunistov. V teh prvih mesecih so bile dileme komunistov povsod velike, zlasti pri teh novonastalih kvizdniških državicah. Tudi hrvaški komunisti so imeli dilemo, ali sodelovati z Ustašijem, podobno z makedonskimi komunisti, ko se vključijo v Bolgarijo in tako naprej. In še druge dileme so, ampak to je nek vmesni čas, ki se dostikrat napihuje samo zato, da se pač zmanjša lastne grehe tistega časa. Drugače pa, kar zadeva univerzo, bom najprej povedal nekaj številk, potem pa to razdelil na 3 dele: italijanska okupacija, torej nemško-domobranska okupacija oziroma nemška okupacija, domobranska uprava in odnos do Osvobodilne fronte. To je nekak ta trikotnik, okrog katerega se vrtimo. Sedaj, kar zadeva številke, jaz sem povedal nekaj čez 2200 študentov, torej od teh 2200 študentov jih je bilo 600 partizanih. 200 jih je padlo, 14 je bilo narodnih herojev. In že leta 1941 je v partizane šlo okrog 100 študentov. To ni cela številka, kot je omenil Aleš, pa tudi Bojan prej. Tukaj je mestna gverila, je mestna organizacija, ki ostane celo vojno. Njeno težo nosijo še posebej v času nemške okupacije ženske študentke predvsem, ki tudi plačajo zelo visoko ceno. Marina Gržinič, torej Gržinič in vrsta drugih, se oproščam, za ime je tukaj bila mučena, ubita in tako naprej. Ker ta zlasti domobranska uprava je bila neusmiljena in je tudi vse poznala in imela pač te svoje fašistične organizacije, stražarje, mladce, ki so spremljali situacijo. Tako da ta krvni davek je bil zelo visok. Tako med študenti kot med profesorji, tudi veliko profesorjev je zaprtih, veliko je odsotnih, ker so morale oblasti, torej univerzitetne oblasti, rektorat izdelovati spiske, kdo je odsoten. In tukaj so kar visoke številke, recimo eno poročilo spomladi 42 govori o 55 zaposlenih na univerzi, več kot 20 visokošolskih učiteljev, kar je glede na to številko majhne univerze seveda zelo veliko. Kako je to po posameznih študijah, je sicer zanimivo, ampak zato nimamo časa, bom pa izpostavil študente medicine, ker v današnjih debatah o zdravstvu se mi pa to res zdi važno. Torej, na ljubljanski univerzi je bilo vpisanih 300 študentov na medicino. V narodno-osvobodilnem boju jih je sodelovalo 267, od tega 55 študentk medicine. In tudi sicer od zdravnikov, od 757 predvojnih zdravnikov, od tega 93 žensk, jih je bilo 200 v partizanih, od tega 20 žensk. In vi veste, da če je kakšen poklic
je poklic zdravnika, kjer se lahko takim stvarem izogneš. In mnogi so bili iz uglednih meščanskih družin. In bi mirno lahko preživeli vojno doma, pa je niso. In tudi njihove zdravniške organizacije so se tako opredelile. Torej, kar zadeva sam upor, najprej nekaj čisto na kratko o začetku, tudi to je bilo že rečeno, upor je patriotičen. Prvi se organizirajo recimo študenti slavistike. Praktično vsi iz seminarja za slavistiko gredo potem v osvobodilno fronto. Omenjena je bila univerzitetna knjižnica. Univerzitetna knjižnica je postala center, ravno zato, ker so jo uspeli obdržati. Tam so se skrivali ilegalci. Na spodnji strani je tisti, ki hodite mimo, se boste tega spomnili, tako imenovan Mojzesov vhod, ker je pač ta podoba Mojzesa. Tja so se tik pred policijsko uro zatekli, tam so spali, tam so bežbali, tam so se organizirale trojke. In to je trajalo vse, dokler pač del knjižnice ni bil v tistem bombardiranju leta 1944 porušen. Sedaj, kar zadeva italijanskega okupatorja, nekaj povedal že Aleš, nekaj verjetno še bo. Italijani so imeli načrt, da univerzo pustijo, ampak da počasi odmira. In zato je bilo več metod. Ena od teh metod je bila omenjena štipendije za študij na italijanskih univerzah. Druga je bila ta uvajanje italijanščine. Torej, za vse izpite, oziroma za vse tiste, ki so hoteli pristopiti k izpitom, je postalo obvezno, da obiskujejo tudi pouk italijanščine. In so italijanski profesori morali biti v tem komisijah in jasno, da so se temu upirali, ker je bilo tega preveč, njih pa premalo, vsaj v začetku. Predmeti so postali, tako kot rečeno, italijansko pravo, italijanska geografija, italijanska zgodovina in tako naprej. Načrt je bil, da pripeljejo italijanske študente, en del tistih, ki so pripadali fašistični mladini in so bili tukaj v Ljubljanski pokrajini, se je upisal, drugače je bil pa načrt, torej, da se z italijanskimi študenti navznoter počasi spreminja struktura univerze, tako kot je bilo v času Avstro-Ogrske, ko so pač avstrijski, nemški študenti prevladovali, ali pač tudi kakorkoli Nemčuri, ali ljudje, ki niso imeli, so Slovenci, pa niso imeli denarja in so jih na ta način kupovali in tako naprej. Tako da torej to se je omejevalo in na koncu naj bi seveda se ta univerza utopila v tem italijanskem, v tej višji italijanski kulturi. No, to Italijanom ni najbolj uspevalo zaradi te uporniške zadeve in zato so v univerzi tudi videli, kot je rekel šef karabinjerjev, barlog prevratniške organizacije in so jo skušali večkrat zapreti in tudi omejevati njihovo delovanje. Kako je delovalo vodstvo univerze? Vodstvo univerze je generalno vzeto skozi celo vojno, je pač nekako skušalo manevrirati. Skušalo se je odmikati, se ne opredeljevati, skušalo je intervenirati dostikrat zelo pogumno za profesorje, za študente, ki so bili zaprti, in skušalo se je tudi izogniti opredeljevanju v domačem sporu. Milko Kos, ki je univerzo vodil, je sicer sodeloval na tistem znanem sestanku v Škofijskem dvorcu, kjer so ustanavljali to prostovoljno protikomunistično milico, ampak je rekel, da se ne more opredeliti, ker ne pozna dobro razmer. To je vrsta takih situacij. Podobno je bilo pod nemško okupacijo, kjer je bilo pa huje, ker tam so bili tisti, ki so izvajali pritisk domobranci.
Ne. In so bili Nemci kar zadovoljni, kako uspešno to domobranci počnejo. Ne. Rupnik je hotel univerzo zapreti, rekli so, da nihče ne bo študiral v takih časih, da je to privilegij, da se je pač treba boriti proti komunizmu in tako naprej. Tako da univerza je sicer formalno bila odprta, ni pa bilo predavanj, lahko so bili izpiti in recimo neko karneno znanstveno delovanje. In to je bilo obdobje, ko je bil ta pritisk še posebej hud. Stražarjev, mladcev, ljudje so izginjali po noči, črna roka jih je jemala. Franz Šturm, ki je bil v prvih 2 letih dekan Filozofske fakultete in tudi na ustanovnem sestanku Osvobodilne fronte je izginil, so ga ubili. To je tudi edini član ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte, ki so ga med okinji vojne preživel. Podobno je bilo s tajnikom univerze, ki se je pisal Sekl in tako naprej. Ljudje so torej skratka izginjali. Ampak in tudi razrečena je bila zelo, zato so časopisi pisali domobranski o tem, da je univerza sedaj končno domobranska, ampak so hkrati priznavali, da je to zato, ker so pač jo očistili teh nepravih elementov. Kar zadeva odnos do Osvobodilne fronte, Osvobodilna fronta, njeno vodstvo, je z univerzo sodelovalo, ves čas koordinirali so te problematične, recimo v narekovajih akcije, kot je zbornik zimske pomoči in podobno. Ampak vodstvo Osvobodilne fronte je seveda tačno vedelo, da kaj univerza pomeni in da drugače ne more. In tudi veliko komunistov je bilo tako ali drugače povezano z univerzo. Tudi profesorji, France Kidrič je bil oče vodilnega slovenskega komunista Borisa Kidriča, vodilnega človeka Osvobodilne fronte in tako naprej. Tako da je manevriralo. Zdaj, kar zadeva opredelitve, je pač tako, da se o tem je Bojan dosti pisal v tej knjigi, kdo ni znan je proti nam. Za študente je jasno, velika večina je bila na strani Osvobodilne fronte. Pri profesorjih je to nekaj manj jasno, ampak dobro, z neke rezerve bi lahko rekli, da se je en velik del, ali je to večinski, je težko reči, mogoče Bojan bolje vedel, ampak en velik del se je opredelil za Osvobodilno fronto, večinski del je pa skušal ostati neopredeljen, skušal je pač ohranjati univerzo ali vsaj te svoje inštitute, kar je od njih ostalo in posamezne druge enote in nekako preživeti vojno. Tako na ta način je torej šla skozi vojno in na koncu pravzaprav je tudi nova oblast, je na nek način delovanje vodstva univerze potrdila, ker Milko Kos je bil ostal potem rektor in je bil še kasneje mandat prorektor, tako da je bilo jasno, da pač je tukaj bila neka kombinacija vse čas. Se je razumelo, kakšne so bile okoliščine? A smem samo en stavek dodati k temu, ker seveda sam rahl še dodatek, ker vse potrjuje, kar je Božo rekel, zlasti zadnji stavek, da po vojni je Milko Kos ostal rektor, namreč do menjave je prišlo pa septembra 1941, bil je Matija Slavič tudi takrat rektor in je bila to kar velika zareza, ko nastopi Milko Kos, ki je potem rektor do konca vojne, še po vojni, ker prej je bila mnogo bolj pod prvim rektorjem univerza uslužna do italijanskih oblasti. Dočim se to z Milkom Kosom zelo formalizira in na distanco postavi jasno. Povsem je jasno, tako kot je rekel Božo, da manevriranje je bilo potrebno, vse to je nemogoče bilo drugače delovati, ampak kar je najbolj nujnega, predvsem pa tudi zelo odločno stališče, tudi pogumno, da tako rečem, vemo, da jeseni 42 je prišlo tudi do različnih oblik, ki so jih seveda domači ljudje nekako
organizirali, vendar so potem italijanske oblasti, kjer so bili določeni pomembni intelektualci, tudi profesori, nekako se je kožile novice, da bodo določeni za talce, naprimer po natlačenem atentatu na Tlačja skratka, in so Milko Kos in to zelo odločno nastopali v smeri obrambe, bi rekel, integritete teh ljudi, da pravzaprav nobenih dokazov in proti oblastem nastopali pravzaprav ne z neke pozicije šibke, ampak popolnoma enakopravno, seveda v okviru pristojnosti in tedanjega časa, ne to seveda, ampak hočem reči, da so znali tudi to in Milko Kos je bil v tem izjemno uspešen. Tudi to, kar je Božo omenil, ne, naprimer, da v tem notranjem spopadu, da se je hladnokrvno izognil kakršnikoli opredelitvam, je bilo zelo pomembno. Pol v času, to, kar je tudi omenil, pokrajinske uprave Leona Rupnika, je bilo to težje, ampak v bistvu niso imeli nobene take vloge, to je politična oblast vse forsirala. Skratka, ampak je bilo tako, kot je rekel Božo, mnogo težje je bilo držati neko distanco proti bolj agresivnim domačim ljudem, kot pa v času, rekel, ko so bili italijanski režim v teh krajih. Ne. Bi pa omenil, kot je to bilo omenjeno za zdravnike in zdravnice in tako naprej, da je to res izjemno visoko število, ampak je treba vedeti, da je bila univerza, je bila samo, ni bila popolna medicinska. Ne. Pred vojno se je hodilo v glavnem v Zagreb, pa deloma tudi v Beograd. Zdaj so jim pa italijanske oblasti ponudile, najprej so zelo obljubile, da bodo razširili na 4-letno medicinsko, da bodo dopolnile, ampak tega seveda niso storile. Ampak zanimivo je, da so ponudile zlasti Padovo, pa to, ki so bile v bistvu v smislu medicine in to ugledne ustanove, a ne, bi rekel, iz tega vidika pravzaprav bi človek rekel, vse to pa je dobro iz strokovnega področja, tudi štipendije so imeli, zdaj sem pozabil številka, ampak to so bile zelo take mamljive ponudbe, pa je bilo zelo malo odziva, no, to hočem reči. In to ne zaradi strokovnih, ampak drugih razlogov, no, to hočem reči, da so zadržali, ne glede na te materialne, pa celo, bi rekel, neke strokovne stvari, ki bi jih lahko dobili in predvsem v miru preživeli vojno, pa so se tudi temu drugače odločali. Kar se tiče kulturnikov, definitivno v zvezi z drugo svetovno vojno je treba kakšno reči o kulturnem molku. Ne. Jaz bi prej rekel, da pravzaprav to ni bil kulturni molk, ampak bi bil krik. Ampak seveda, kulturniki so na obeh straneh. Kako so zdaj ti kulturniki drugega videli, razumeli? Vprašanje je sploh za kulturni dialog med njimi, ne v smislu kulturne, a se lepo pogovarja, ampak o kulturi, ampak v bistvu je ta kultura pravzaprav politični spopad. Kulturni molk lahko razumemo kot kulturno-politično načelo osvobodilne fronte. Če tako rečemo, z resolucijo o kulturnem molku je uzakonjen, če smem temu tako reči, uporabiti ta izraz, natanko 1 leto po napadu na Jugoslavijo, po aprilski vojni, znan oziroma ustno se pa dejansko širi že od tisto, kar sem omenil, od prvega sklepa, da se ukine revijo, za katero je uredniški odbor ocenil, da v trenutnih razmerah več ne more izhajati. Torej, po eni strani gre za pasivni odpor proti sodelovanju z okupatorjem na kulturnem področju, kar seveda pomeni, ne od okupatorja vzemati denar za sodelovanje v takšnih ali drugačnih kulturnih prireditvah, kulturnih akcijah, pomeni organizacijo bojkotov, prireditev, ki so jih italijanski kulturni inštitut organiziral v Ljubljani, to so bila predvsem gostovanja priznanih italijanskih umetnikov, seveda, ker nimamo podatkov o številu obiskovalcev, tega ne moramo meriti v številkah, denimo da se samo pri operi, mislim, da poveda, da je bilo tam v povprečju italijansko opera manj obiskovana, že italijansko opera seveda to ne pomeni isto kot recimo v drami, ker so dajali novejše dramske delo tudi fašističnih avtorjev, pri italijanskih avtorjih v operi se pa vodstvo opere potegne klasično italijansko opero, torej ne novejšo. Torej, to je samo en del, ta pasivni del. Drugače je seveda, pa še nekaj, kulturni molk ne pomeni nikakor tako, kot so ga na to komunisti uporabljali po vojni, če so hoteli, s katerim intelektualcem obračunati kot absolutnega kulturnega molka, ker to povejo že v najavah. Torej, univerzo, pa te velike ustanove, gledališče se pusti na miru.
ampak ne same pazijo, kaj delajo. Zakaj? Ker Osvobodilna fronta pač nima tega potenciala, da bo vse tiste ljudi nekam spravila ali zapustila ali zadostila prejemkom njihovih družin. Pa še to seveda včasih pomeni korist za Osvobodilno fronto. Če samo dam recimo za primer na glavno predstavo gledališko, ki jo je italijanski okupator zahteval, torej Danuncijevo, Jurjevo hči. Danuncijo vemo, kakšno vlogo ima za Slovence pa Hrvate zaradi te svoje reške avanture, ko Reka po prvi svetovni vojni postane del Italije, torej eden najbolj sovraženih avtorjev, seveda ne samo fašističnih, ampak nasplošno eden najbolj sovraženih avtorjev. Organizacija Osvobodilne fronte pravzaprav v gledališče je celo poskušala, ker ni mogla preprečiti predstave, nikakor. So rekli, nimamo te pa te opreme, pa so dobili iz komisarijata toliko pa toliko denarja za novo gledališko opremo. Nimamo za obleko, toliko pa so dobili toliko pa toliko blaga za nove obleke. Treba je povedati, seveda šivalnica pa tehnične delavnice Narodnega gledališča so bila ena od baz Osvobodilne fronte, torej oskrba partizanske opreme, torej obutve obleke. No in kaj se na koncu zgodi? Hočejo preprečiti predstavo tako, da spustijo skozi zračnike plin. Očitna koncentracija ni bila toliko velika, v njemu spredje samo malce smrdelo, njih pa nagnalo paničen beg iz predstave ven, ampak še na koncu, ko izvedejo do konca, visoki komisar pride do glavnega igralca Vladimira Skrbinška in mu da zlato tobačnico. Igralec več nesrečen, kaj ne naredi, vpraša kolega, s katerim si je delil garderobo in za katerega je vedel, da je šef Osvobodilne fronte v gledališču, kaj ne naredi, pet pa je prodaj. Naslednji dan je šel do enega zlatarja, prodal in denar prodal Osvobodilni fronte, tako da bi lahko rekel, da je visoki komisar italijanski financiral Osvobodilno fronto. Torej, povsod imamo to dvojnost. Torej, kulturni mok nikakor, se pravim, je ta pasivna komponenta, ampak če pa računamo, veš poet svoj dolg. Kaj beremo pri Otonu Župančiču, torej v tistem slovenskem zborniku leta 1942, ki je šel kot, bomo rekel, nekakšno nadomestilo za slovenske revije, ki se samo ukinejo. Torej bomo začeli tiskati naš tisk, kulturniški tisk. Seveda, tam je lepo pozivano in skozi veš poet svoj dolg, vse vemo, kaj je Oton Župančič tudi napisal, oko za oko, zob za zob. Vemo, kako je zadnji nastop pevskega zbora akademskega, torej Franceta Varolta, ko decembra seveda zapojejo Lipa zelenela in vsi v prvi in drugi vrsti tisti častni gostje po reakciji publike vejo, da to nekaj pomeni, česar sami ne morejo zaznati, kaj naj bi pomenilo. Ampak Lipa zelenela je pomeni, da je listje odpadla. Ampak po drugi strani se pa seveda pesmica konča s tem, kako bo enkrat svet spet pognala in prišla bo pomlad. In tista pomlad je bila seveda tudi ta, ko je bilo prvo veliko osvobojeno ozemlje. In še veliko takih dogodkov imamo, kjer imamo te aktivne prvine pozivanja k odporu. Gledališče je recimo na začetku imelo tudi še en veseli teater, ki so ga sestavljali igralci iz prepovedanega mariborskega gledališča. In so dobili na gledaliških deskah v Ljubljani možnost za kratke skeče pa uprizoritve. No, recimo, eden od teh je bil seveda takšen, da so seveda pesnico tisto vsi v planino pojdemo spremenili, tako da borba, tista, ki je bila že klasična borba iz 19. stoletja med Slovenci pa Nemci za planinske koče, postajanke v planinskih kočah. So naredili skeč, kako prikazuje enega planinca, nemškega planinca, ki gre v gore in dvori domači tam na takarci, luštni punci, torej v eni od planinskih koč. Ali ga pa dva seveda domača fanta lepo prepoditev, tam, da nima tam kaj početi in na koncu zaključijo s prirejeno pesnico, vsi v planine pojdemo, planinci gremo in to je bilo ravno v času porajanja prvih partizanskih enot, tako da v dvorani so vsi razumeli, čemu je to namenjeno. Torej, imamo izrazito ta dvojno komponento. Eno je pasivna, ne sprejemati štipendij, ne hoditi v Padovo ali kam drugam študirati, ne sprejemati okupatorskega denarja za
predstave, drugo imamo aktivno komponento. Ukinili smo svoje revije, začeli bomo izdajati svoj tisk. Na radio nimamo dostop, bomo naredili radio kričač. Torej, to je vse iz krogov univerzitetnih profesorjev, tudi sodelujočih. Ali pa če bom preskočil do konca vojne, ko imamo stalno osvobojeno ozemlje in se že pripravljamo na tisto, kar bomo zahtevali po vojni. Če so kaj rabili v Črnomlju kot glavnem mestu na osvobojenem ozemlju, ja bi naštudirali to gledališko predstavo, kje naj dobimo tekst, ki ga v Črnomlju slučajno ni, je naročili ga bomo v Ljubljani. Ga preko Eva zvez dobijo. Če znanstveni inštitut rabi knjige, brošure za tisto, kar naj bi delal, ja, če nimamo te literature v Črnomlju, jo bomo naročili iz Ljubljane. Torej, te povezave so povsod delale in če ne bi delale, jih tudi seveda teh stvari iz Ljubljane ne bi naročevali. Kje so jih dobivali? Pri tistih, ki jih je Boža po številkah deloma že omenil. Mogoče bi dodal vse še to, ti si omenil medicince, v prvi fazi vojne, 41-42, je poziv predvsem izobražencem, katere rabijo prve partizanske enote, medicince, pa še tehnike, torej tehniška fakulteta. Predvsem ti dve fakulteti. Šele potem, po italijanski okupaciji, pa seveda sledi tudi poziv tudi ostalim izobražencem. V prvi fazi so pa seveda izrazito medicinci pa inženirji. Omenil si gledališče v Črnomlju. Je ustanovitev Slovenskega narodnega gledališča v Črnomlju državotvorni akt? Absolutno. Tisto, česar se včasih premalo zavedamo, pa imenujejo ga Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju. Prva beseda, slovensko. To je prvo gledališče, ki je slovensko. Pred vojno, zaradi teze o trojedinem jugoslovanskem narodu, seveda obe državne gledališči v Ljubljani in v Mariboru nista slovenski, sta narodni gledališči. Za Slovence sta samoumevno slovenski. Iz vidika financerja beograjskega sta to jugoslovanski narodni gledališči, pa že prav delujete z njim. Pa je vedno, se pravi samoumevno, deluje vse, seveda, tudi univerza je univerza kralja Aleksandra, pa deluje samo v slovenščini in tako naprej. In to je izrazito državotvoren akt, kot je ustanovitev znanstvenega inštituta, niti eno od teh ustanov, ki jih ustanovil na osvobojenem ozemlju in v katerem so seveda zaposleni tisti, ki so se s to dejavnostjo že ukvarjali na svoji službeni poklicni poti, torej poklicni gledališki kader, poklicni raziskovalci, če temu tako rečemo. Morda bi k temu celo še eno naštel, ki jo imamo tudi že iz istega časa na osvobojenem ozemlju, uzakonitev in jo še zdaj praznujemo. Računajmo, Prešernov dan je bil uzakonjen še v času vojne. In prvič so dogodki in prireditve v času vojne na osvobojenem ozemlju. Torej Prešernov teden, ki ga prvič imamo organiziran po koncu vojne leta 1946, ga imamo v nekem omejenem obsegu 45. leta v glavnem mestu osvobojenega ozemlja v Črnomlju. Torej, to so izrazito državotvorni akciji in seveda, ko vprašal si za gledališče, imamo tukaj gledališče, Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju, pa imamo še gledališče 9. korpusa, torej za Primorsko. Torej, vodstva teh gledališč na osvobojenem ozemlju prednje vojne konec, točno vejo, že dobijo nalogo, kam morajo iti, v katero mesto jih vodi pot in kje, kdo je poslan, da obnovi dejavnost, oziroma edino, ki je še potekalo, je bilo ljubljansko gledališče, potem kdo bo obnovil mariborsko gledališče in kdo bo obnovil slovensko gledališče v Trstu. In če računamo programska schema gledališča, Slovenskega narodnega gledališča, seveda to ni agit teater, v tem smislu agitacijski teater, tako kot ga poznajo številna druga odporniška gibanja, ki je za razvedritev duha. Drugi ne pripravljajo klasične drame, kot je Čehov, kot je Molière, za Shakespearea so pogruntali, da jim, ne vem, zdaj po moški strani par ljudi za zasedbo manjka in predvsem hoče biti profesionalni, kar pomeni, da so iz Ljubljane naročili tudi Schillerja, torej celo nemško igro. Ampak ker je pač klasika za gledališke dvorane. Tega drugje pravzaprav na odporniškem, v okupirani Evropi to vrstnega pojava s Hrvaško, seveda, ki je podobno kot pri nas, drugje tega ne poznamo.
samo dve drobni ilustraciji. Ne. Radio Kričač je imel 10-15 minutno oddaje in se je stalno selil, da ga ne bi dobili. Edino daljšo oddajo je imel za Prešernov dan leta 1942, to sta si izmislila Voranc in Albrecht in to je bilo pravzaprav to izhodišče za kasnejši praznik. Ne. Ljudi iz tehnične fakultete, ne samo elektrotehnike, ampak zlasti arhitekte so pa bili oni so organizirali torej vse te ilegalne tiskarne, delavnice in tako naprej. Ne. Celo lutkovno gledališče, če so v tem okviru, ker so izdelovali lutke. Ampak bistveno je bilo sploh v tej prvi fazi ponarejanje dokumentov. Ne. In tukaj so bili arhitekti, mojstri, Vlasto Kopač, Ignac Gregorač, vrsta drugih. Ne. Vse vodne žige, vse izkaznice, vse so znali ponarediti. Ne. Tako da to je bolj kot vse drugo frustriralo Italijane. Ne. Tudi bankovce, tudi liri. A smem še jaz eno dodati, ker je bilo govora o slovenskem narodnem gledališču in osvobojenem ozemlju, no. Ampak je treba vendarle povedati, da je bila to izjema, ne, da partizansko gibanje v strategiji ni imelo namena vzpostavljanja alternativnih ali pa vzporednih ustanov, nacionalnim ustanovam, tega ni bilo, ker bi bilo aktualno, zlasti pol, ko Rupnikova pokrajinska uprava dobi, bi rekel, v Ljubljanski pokrajini določene ingerence, čeprav pod nemško nadoblastjo, vendar je bolj ta kazal na notranji slovenski spopad, ne. Ampak tudi od začetka ustanovitev znanstvenega inštituta je bila malo v tej funkciji, ki se pa pol dejansko pač pod vodstvom, vemo, Frana Cvitra prelevi, ker seveda je bila najbolj pomembna funkcija, seveda to določitev njegovo delo za mejna vprašanja, ampak to ni bila edina funkcija, to je bilo še cela vrsta drugih načrtov o povojni ureditvi gospodarskih in drugačnih, to je kolega Zdenko Čepič, no zdaj bo že nekaj časa, ki je to izdal in to seveda niso bili kakšni komunistični načrti, ampak to so taki ljudje, kot je bil na primer Vinko Vrhunc, ki je bil direktor Trboveljske premogovne družbe, skratka, te predvojna, bi rekel, ekonomska elita, poznavalci, ki so delali načrte, skratka, to je bila res ena taka edinstvena ustanova, se pravi, jaz se zelo rad izogibam kakšnim tem edinstveno, izjemno, ampak zdi se mi, da to bi težko v Evropi kaj podobnega najdu, ne poznam seveda celega razvoja po Evropi, tako da, ampak zelo dvomam, no, mislim, da pa in v jugoslovanskem prostoru, ki je že sploh specifičen, znotraj jugoslovanskega, ker slovenski, kjer je ta državotvorna emancipacijska komponenta, deloma še na Hrvaškem, mnogo bolj prisotna kot drugod, pa tako da jaz verjamem, da je res edinstvena in bi v tem kontekstu se dal še marsikaj tudi za sodobne razmere, kdaj je reč, ne, ker pri nas zgodopis je seveda je o tem ogromno napisan, ga že sam Franc Zitar je napisal, potem praktično vsak, ki se je dokaj relevantno ukvarjal z drugo vojno, je v tej nekaj napisal, skratka, ampak bi se dal tudi v tem kontekstu verjetno še kaj iz te komparativne evropske primerjave lahko videti, kako in kaj s to ustanovo, kot seveda tudi s celotnim slovenskim uporom. Prvi se zdaj sem stal, ko si rekel komparativno. Imeli smo torej dve gledališči poklicni, ki sta istočasno delovali. V Ljubljani na okupiranem ozemlju in v Črnomlju na osvobojenem ozemlju. Celo se je zgodilo, da sta imeli istočasno isto predstavo. Torej Linharta, Matiček, Seženi. S tem, da so seveda v Črnomlju igrali originalno verzijo, v Ljubljani pa cenzurirano verzijo. V Ljubljani pač ni smelo biti kakšnega Matičkovega klica, saj vemo, da se po novem pravda lahko samo po nemški išče, ali pa kaj takšnega. To je šlo vse ven takšne zadevščine. Bojan je zdaj pravzaprav že naslednjo temico malo načel, ampak najprej bom dodal še en tisti državotvorni institut, ki smo ga ustanovili v času druge svetovne vojne, mogoče se bo komu zdaj prozajčen. Od takrat imamo statistični urad slovenski, od leta 1944.
10. januarja, oziroma januarja 1944 je bil torej ustanovljen ta znanstveni inštitut, bolj ali manj se vsi strinjamo, oziroma dvomimo, da je to še kje druge v evropskih osvobodilnih gibanjih obstajalo v takšnem kontekstu, sploh kadar gre za gibanja, ki so ilegalne narave, ne pa nekaj, kar je pravzaprav, ker gre za državo, ki se s formalnimi institucijami bori zoper okupacijo. Moje vprašanje bo malo intrigantno, ne? Kakšna je danes dediščina tega inštituta, ampak intrigantno je pa ta drugi del pravzaprav, morda, ne? Ali pa, če bom zdaj obrnil, ne? Torej, kaj imamo, kaj smo in kje smo imeli ta inštitut? A smem jaz, da Aleš najprej pove, zato ker on se je to ukvarjal, namreč ta tradicija in kdo so vse nasledniki znanstvenega inštituta in je, ne vem, ker je v letnici 40 ali 50 v našem inštitutu napisal, bi jaz, da ti poveš, ker to je najbolj precizno po dokumentih, ne po legendah, kako je res bilo. Ja, no, zato. Še že zagram. A ja, no, ali pa vse, dobro. Ta del je absolutno to. Jaz sem hotel samo to reči, že prej, ko ste govorila o komparacijah. To, kar mene izziva, je komparacija z danes. Ker ta generacija, veste, ki je delala v Kočevskih gozdovih, je delala načrte za desetletja naprej. In ti načrti seveda so se prilagajali, modernizirali in tako naprej. Ampak Socialistična republika Slovenija je leta 90 končala s celotno državno upravo, samo ministrstva, torej samo sekretariate so preimenovali v ministrstva in dodali tisto, kar je bilo preneseno na Jugoslovansko federacijo. To je ena zadeva. Druga zadeva, zadnja socialistična vlada, Šinigojeva vlada, je zadnja vlada, ki je naredila en dolgoročni načrt razvoja Slovenije. Potem sta bila samo dva cilja, Evropska unija in NATO. NATO je bil zraven priključen in od takrat naprej imate sicer neke debate pri predsednikih in take in drugačne načrte, ki z vladov odidejo predale. Je pa popolna brezidejnost in Slovenija nima neke razvojne vizije, sploh še to razvojno vizijo primerjamo s tistim časom. Tako da za ta sodobni čas in za te razmere, v katerih smo, ki so majhne države ogrožene in bodo težko preživele, je pravzaprav to največji pouk iz vsega skupaj. Kaj zmore neka generacija narediti zmagati v vojni, obnoviti domovino in narediti dolgoročni načrt. To od te politične elite in od vseh poosamosvojitvenih žal niti v sanjah nismo mogli pričakovati. No, zdaj pa sem zdaj še vrnem k tem znanstvenim inštitutu, torej seveda ustanovljenje iz znanstvenikov na tajni lokaciji, torej tako kot številne druge te inštitucije, kot sem že prej omenil, seveda povezave imajo tudi z Ljubljano, če rabijo kakšno literaturo. Ali tudi stoji, seveda iz Milana, iz italijanskih univerz ali iz italijanskega severnega okolja univerz dobijo. Seveda, kot je bilo že omenjeno, ena primarnih nalog je pripraviti se na povojno mirovno pogodbo. Torej, to ne razmišlja vsako odporniško gibanje, da ima že pripravljeno gradivo, kaj po vojni. Torej, če pogledamo zdaj njegovo dediščino, njegov material, bomo seveda najdli, kje bojo naše mejne zahteve. Tam noter imamo sezname že vseh, kako bomo preimenovali nazaj kraje pod Italijo, ki bomo priključili, kraje pod Koroško, ki bojo Sloveniji priključene. Torej, te priprave so že vse stekle. Potem imamo še nekatere te, kar tudi Bojan omenil, še druge strokovnjake za ekonomska vprašanja, torej kako kaj po vojni delati. Morda bi omenil še eno zadevščino, ki se pravzaprav mislim, da začne razreševati že 42. leta, to je kulturno dediščinsko, kako je treba torej paziti na vse tisto, kar smo ustvarili med vojno, da bomo imeli povojni muzej narodne osvoboditve, da bomo imeli tiste arhive, ki jih partizani so jih naredili oziroma ustvarili, da so zavarovani za povojni čas in bom samo tako rekel, kot tisti, ki se ukvarja tudi s kulturno politiko, da nima arhiv partizanskega odseka za prosveto, torej današnjega ministrstva za šolstvo iz let 44-45, je bistveno bolje odhranjen kot arhiv ministrstva za prosveto od 45. leta naprej. Torej,
vse to je treba hraniti. Isto imamo pa pri drugih kulturnih inštitucijah, pri torej, Slovenskem narodnem gledališču, ki smo ga omenili, torej Kombatovičev, zdaj večinoma tudi torej, arhiv njegov kot direktorja Filipa Kombatoviča Kalana, mislim, da je tudi digitalizirala ga je, torej, mislim, da ga je Akademija za gledališče, tudi lutkovne, tiste lutkice, pa to so vse hranili, torej kulturno, dediščinsko, to se je prenašalo naprej in zato je treba skrbeti. In seveda, tudi če računamo, meni je vedno všeč, da se vrnemo k Prešernovemu dnevu, že samo tisto upodobitev Prešerna, ki je narejena za slovenski poročevalec, za objavo odloka o proglasitvi Prešernovega dneva za slovenski kulturni praznik. Seveda, inštitut ima potem naslednika v Muzeju narodne osvoboditve, ne bom tako rekel, da smo direktni ali pa posredni naslednik, tudi naš inštitut za novejšo zgodovino, ker so se pol, včasih smo imeli razprave, kaj pa predvojni manjšinski inštitut, pa sem jaz rekel, to je tradicija, to pa ni kontinuiteta, da imamo s temi pojmi tudi ločevati. Torej, kar bi jaz rekel, da dodam še se navežem, kar je že Božo dodal, ta zavest, da tisto, za kar smo delali in za kar smo se borili, moramo ohraniti svojim zanamcem. To se pogosto pozablja. In tukaj je bila poleg intenzivnega znanstveno-raziskovalnega dela, od tistih svitrovih vseh elaboratov, ki jih tudi Bojan obdeloval, torej, kje so naše meje, pa kje bojo naše meje. Nekatere so seveda včasih celo preveč optimistične, če se bom vrnil k... Ali še pridite, predaleč ste šli? No, seveda, Bojan je omenil karikaturo, ki jo je naredil France Mihalič, o direktorju znanstvenega inštituta, torej zgodovinarju Franu Cvitru, ki kaže partizane, ki jurišajo naprej, za njimi pa Cviter pride z metrom ozadaj, fantje predaleč ste šli, torej prestopili ste narodnostno mejo. Jaz hočem reči, to je v bistvu pozitivno za Cvitra, ker je bil privržen etnografskega principa in nekakšnih drugih skratka. Neusvajalnih namenov, ne? Ja, tako, to hočem reči, da je striktno se držal, razen so bili neki izjemni primeri zaradi železniških povezav in to, ampak striktno je bilo to pravilo, skratka, vse vemo, nočemo nič tujega, svojega ne damo tujega, nočemo. Ja, veš kaj, to ne drži čisto, ja, Kavšič je rekel, mi moramo iti vsaj en dan dlje za vsak slučaj. No, to je bilo Avšič je tudi rekel, to so pri pogledi, da je treba iz razlogov, ampak uradno stališče in tudi, ko so bili ti elaborati narejeni, so bili pa, to se pravi, tako, zelo kritični. No, zdaj, če tako rečem, Bože je že dal primerjavo s 1991 pa tako naprej. Če računamo, naše mejne zahteve so bile okvirno zarisane, pa priprava za mirovno pogodbo stekla že preden se je ta začela. Če računamo, katero razmitev po letu 1991 dejansko nismo imeli, s Hrvaško smo dvakrat, trikrat imeli razne komisije, kjer so dali tudi strokovnjake v 90-ih let naprej, ki pa jim niso dali ta prave besede zraven. Kar je bila takrat razlika, tukaj se v njihovo delo ni noben vpletel. Tudi če je pa že po vojni, ko je konec vojne, pa je Kardelj minister tudi za mirovno konferenco, seveda on povpraša, kaj so naredili in na kaj se lahko sklicuje, ali pa katero argumentacijo naj uporabijo. Torej, zavest o tem, da se je treba sklicevati na tiste, ki se na stvar spoznajo, to pa so običajno akademske izobraženi ljudje. No, jaz bi rekel še to, ne da bi zdaj šli po posameznih poklicih, ampak omenil sem zdravnike, tudi če gledate pravniki, ti pravniki so ščitili državo, so jo ustvarjali in so jo ščitili. Oni so sprejeli zakone, s katerimi so zaščitili gozdove, ne. Njihovi nasledniki po letu 91 so držav včasih tudi biološki, ne, so pa naredili vse, da bi to spet postalo feudalno premoženje, da bi se privatizirali in tako naprej. In to imate celo vrsto teh primerov, kjer se ta percepcija družbe in države popolnoma spremeni, ne, ko se družbena odgovornost spremeni v osebni pohleb, zaslužkarstvo in tako naprej. A smem sam še eno stvar, dober, nič univerza, ampak govorimo o intelektualciji, kulturi, nismo pa povedali, čeprav verjamem, da vsi vejo, ampak vsem,
da je bila kulturna skupina ena od temeljnih skupin osvobodilne ustanovnih skupin in Josip Vidmar, ko so se konstituirali v obliki, je januarja 1943 postal prvi predsednik osvobodilne fronke kot predstavnik kulturnih delavcev. Skratka, tudi ta simbolni pomen tradicije, kulture kot nacionalno-emancipacijskega, bi rekel, najpomembnejšega elementa, ali pa enega najpomembnejših elementov, no, se je Božo dal naslov knjigi, ne, s Puško in knjigo, ne, ki mislim, da je fantastično odseva, ti si Vučinič ali koga, kdo je to rekel, ampak je res zadane bistvo, na kratko, pove vse. To, sam to. Zdaj ste že malo povzemali to, kar sem jaz kot zadnje vprašanje imel, pravzaprav bom zdaj samo to vseeno kljub sem prebral, pa morda lahko ostane za kakšne druge razmisleke, kakšen drug čas. Letošnje obeleževanje 80. obletnice konca druge vojne se zdi pravzaprav zadnje, ko se obuja spomin na vrednote zmage nad fašizmom in nacizmom. Nekaj drobtinic z tega spomenika protifašističnega boja se je delno okrušilo že recimo pred 30 leti z padcem Berlinskega zidu s koncem hladne vojne, ko so postopoma v desetletju in pol, približno dveh, sledile neke spremembe v okolju, v evropskem prostoru, ki so pravzaprav pripeljale na eni strani do izenačevanja vseh totalitarizmov, na drugi strani pa omogočile tudi najrazličnejše manipulacije in pa zavajanja. Ali je danes v dobi velikega individualizma, konformizma in zaverovanosti v samozadostnost posameznika, se sploh pravzaprav zavedamo, kaj se je dogajalo med 6. aprilom 1941 in 15. majem 1945, če govorimo o našem prostoru. Si zmoremo predstavljati, da morda tisti, kdo med vami, ki je prišel iz Šiške, oziroma ne iz Šiške, iz Šentvida, pa iz Vižmari, ne, je pravzaprav prišel iz Nemčije, je vmes prestopil državno mejo, ali pa iz Črnuča, tako da gabariti, ki so nam danes nepredstavljivi. In da ste se prehod tiste meje morda takrat potrebovali enega od teh, ki smo jih omenjali, nekoga z tehnike, ki je znal torej znal ustvariti propustnico, ki je bila dovolj dobra, da je italijanski vojak pri Žibertu, pri gostilni Žibert, verjel, da je to uradno izdan dokument, ne pa da je to, kot bi rekli, fake, na katerem je pisalo, da vam ta dovolilnica, kot boste videli na razstavi v petek oziroma od petka naprej, dovoljuje prehod čez blok, torej čez državno mejo. Ali da ste bili ilegalec in kdorkoli vas je videl in vas je poznal, vas ni smel prepoznati in poznati, ker bi vas s tem seveda obsodil na smrt, verjetno tudi sam ne bi kaj bolje prišel v tej situaciji. Tudi vaši najdražji vas seveda niso smeli prepoznati. To so predstave, ki jih danes recimo v malo karikirano rečene v igrici, ker imaš 3 lajfe, ne razumeš, ne razumejo, ne morejo razumeti, kaj to pomeni. Druga svetovna vojna je v Sloveniji vzela 7% prebivalstva. 100 000 in nekaj čez je trenutna številka, ki pa je že dovolj natančna. Morda se zdaj to sliši malo patetično, ko bom to zdaj navedel. To je približno 1/3 ljubljanske mestne občine ali polovica mariborske, cel mariborska občina, ali pa skupaj Celje, Kranj in Koper. Vsi, ki so tam, jih po koncu vojne ni. To je gabarit, o katerem je treba tudi razmišljati. Med drugo svetovno vojno so izborili naš narodni obstoj, o čemer smo pripričani, da smo pravzaprav kar dovolj utemeljeno to danes predstavili. In vprašanje, na katerega je delno Božo že odgovoril, zato ga tudi zdaj ne bomo več elaborirali, je namreč, ali bi v današnji družbi posameznikov in našli posameznike in skupine, ki bili sposobni, voljni
imeli ideje, lahko storili kaj takšnega, kar so storili naši predhodniki pred 8 desetletji in nekaj let več od tega. Hvala lepa vsem, najprej seveda sogovornikom, vsem vam, ki ste zdržali tole nekaj več kot 1 uro našega pogovora. Seveda, ako ima kdo iz publike kakšno vprašanje, kakšno minuto si še lahko privoščimo. Bože, če s tem trenutno komentira številko 100 000 življenj. To je, smo imeli na dobo vojne, vključno z povojnim ravnanjem. To šteje od, mislim, da zraven štejejo Primorce od 10. junija 40 pa do konca leta 45. Ampak je na ozemlju današnje... Na ozemlju današnje Slovenije. Ne na celotnem etničnem ozemlju, ampak to so vsem kar verodostojne in številke, ki so nekako... Vprašanje je bilo, če tudi po vojni čas je tudi Je do januarja 46. Je od, tako si rekel, od vstopa Italije v vojno po leti 40 do januarja 46, ampak na ozemlju današnje Republike Slovenije. Tako da Slovenci iz Trsta ni vključen, ali pa Slovenci iz Pliberka ga ni. Razmere so, to je napravljeno, približno taka 28 000 in nekaj zakon. Nekaj čez 30 000 civilnega prebivalstva, od katerega večji del je to prištejeno recimo porodičnemu delu, en del pa naštejeno. Kar zadeva, in potem so kategorije nemški mobiliziranci, recimo 12 000 in tisti, ki so v rekoncentracijskih taboriščih in tako naprej, to bomo tudi objavili. Tabela je na zdavi. Tabeli, kjer so pomagatori od povojnih pobojev je približno 12 000 in treba je vedno gledati celo sliko, ker bi vedno lahko samo postežno celotna slika žrtev zelo jasno kaže, kdo se je žrtvoval za ta narod. Pa struktura kaže, da kakorkoli drugače bi se odvijali za Slovence poceni vojne ni bilo. Glede na to, kakšni so bili načrti okupatorjev v zvezi s slovenskim narodom. In pa 7%, če še to dodam, teh 7%, to je v globalnem smislu primerljivo. Recimo, cela svetovna vojna je v svetu vzela približno 3% populacije. Ti odstotki grejo pa precej gor ali pa zelo dol. Recimo, Poljska tam 17 do 18%, Sovjetska zveza nekih 13%, Jugoslavija tudi nekako 7%. Ampak na drugi strani je recimo zmagovalci, Velika Britanija, ki na srečo pač ni bila okupirana in se to takoj pozna, je manj kot odstotek. Američani, Amerika ravno tako, ZDA, Nemčija nekih 8%. Ja, ZDA pač samo definitivno samo vojaki. Tako da te številke so neznosne. Tu je bila ena lestvica nekako narejena, kaj je gospodina fronta najbolj potrebovala na začetku. Se pravi, medicina je zarečena, tehnika, inženjeri, potem pravnik in tako naprej. Jaz si mislim, da bi bil dobro na prvo mesto vseeno kulturo. Za kure je ta upor je bil neko kulturo. In ljudi so zapeli več lipo, Lupačič je napisal na Vidmarja otročno svoj dolg, tam piše, brez te iskre, ki je zakurila, pomagala zakure. Jaz bi sam rekel, da jaz ne bi lestvice delal po pomembnosti hierarhično, ampak vsi so bili konstitutivni deli in tle bil verjeten dobro, bo sam povedal, pa en drugega so dopolnjevali, enega brez drugega ne bi bilo taki obliki, kot je bilo. Zato sem jaz nenaklonjen temu, kdo je bil bolj pomemben, v enem trenutku ampak kot celota pa ne bi deloval en brez drugega. Jaz to vse štejem, kulturno in znanstveni delavci, vse kategorije, ko jih damo noter, jih damo o tem skupaj in tem je bil seveda tudi pogovor to nameren, jasno, da se je tisto, če rečemo, pa bom zopet skočil na 1990, tako da več kot sem že to rekel,
če mi zna kdo primerljivo pokazati en 2-milijonski narod na svetu, ki je državno osamosvojitev dočakal z 2 popolnima univerzama, Nacionalno akademijo znanosti in umetnosti, približno polovico nacionalne enciklopedije, z ne vem koliko izdajami nacionalnega književnega atlasa in z, ne vem, mislim, da so bila do takrat 2 izdaji nacionalnega, torej atlasa Slovenije, nacionalnega književnega jezika, sem prej mislil. Jaz ne vidim ravno veliko, ali jih pa ni primerljivih 2-milijonskih narodov. Ne. In s kulturnim centrom. Lahko bi se mu dodal tukaj, ne, da vsaj ta osvobodilna fronta, ne, v svojim osnovnem slikarju, veliko širino tudi razplošne slovenske kulture, veliko pozabljamo, da ne govorimo tudi o Sokoru. Njegov močen prispevek, da bi rekel skivo, dušno in telesno. Sej pač, pa tudi kot... Geslo je bilo zdrav duh v zdravem telesu, kot je. Ne, sej, kje smo bili fokusirani, zdaj, če ne, to pol... Drugač pa ja, absolutno, pa še marsikaj bi se lahko dodali. Predvsem pa tudi tazga, bi rekel, povprečnega človeka, ki v normalnih, običajnih razmerah se sploh ni angažiral, bi rekel, družbeno, politično na ta način, kjer pa je sam sodelovanje, da si ti v Osvobodilni fronti, ni treba, da si šel v partizane, že to je pomenilo, da si riskiral svoje življenje. A veš, to se danes težko, jaz sem enkrat dijakom predaval, ki piše Marija, ljubi, ne vem, Petra in to si napisal oživala OF, si bil obsojen na take in take kazni, kjer je bila velika možnost, da boš tudi zaradi, ne da bi te ubili direktno, ampak zaradi neznosnih razmer, skratka, da so te stvari, ki izgledajo mejhne, pa tudi smo jih kot pasivni upor pisali, tudi to je bilo, si bil izpostavljen eksistenčni grožnji, da se ti kaj osebno zgodi. Skratka, in ta, bi rekel, običajno ljudje, ki drugače niso angažirali, so na ta način, mislim, da teh je bilo pa še največ, bi rekel, te napol brezimni, pa so vse svojo, bi rekel, eksistenco nekako izpostavili, ne? In to so vedeli, sej to ni bilo skrivnost, da to pomeni, da hitro te ni več, ali pa te kam odpeljal, ker ne boš več prišel nazaj. Za majhne stvari, ne za... Hvala lepa. Jaz mislim, da lahko na tem mestu končamo. Jaz še enkrat zahvaljujem sogovornikom, zahvaljujem tudi publiki, ki si je vzela čas. Vabim vas še enkrat, torej ne pozabite od petka pa do konca meseca maja, si boste lahko na oddelku na Filozofski fakulteti v Avli ogledali razstavo. Če nas boste hoteli še enkrat poslušati, lahko to na YouTube, ker zadeva bo objavljena. Ste pa seveda vabljeni, da tudi kakšne druge naše stvari pogledate tam. Seznanite še s čim, kar smo govorili ali pa počeli pretekli zgodovinarji, tudi v teh zasedbah, kot smo bili danes tukaj. Hvala lepa.